Papež Frančišek je katehezo 7. septembra namenjeno zbranim na trgu svetega Petra namenil usmiljenju, ki odrešuje. Ob tem je obsodil religijo, ki si jo ustvarja človek sam in Boga omeji le na nek idol ali pa se celo pohujša nad usmiljenjem. Blagor pa tistim, ki zaradi Jezusovih besed in dejanj slavijo očeta, ki je v nebesih, je zatrdil sveti oče. Navezal se je na evangeljski odlomek, kjer Janez Krstnik pošlje svoje učence Jezusa vprašati, ali je on Mesija ali naj čakajo drugega. Jezusove besede so bile: povejte Janezu, kar vidite, slepi spregledajo, hromi hodijo in tako naprej. Jezus odgovori, da je konkretno orodje očetovega usmiljenja, ki gre vsem naproti, ter jim prinaša tolažbo in odrešenje, je dejal Frančišek. Spomni, da je svoj odgovor Jezus Janezu Krstniku sklenil z besedami: blagor tistemu, ki v meni ne najde vzroka za pohujšanje, blagor pa tistim, ki ob Jezusovih dejanjih in besedah slavijo Boga, ki je v nebesih. Tudi današnji človek si ustvarja podobo Boga, ki mu preprečuje, da bi okusil njegovo resnično navzočnost, je dejal sveti oče. Alcuni si ritagliano una fede fai di te, che riduce Dio nello spazio limitato dei propri desideri e delle proprie convinzioni. Nekateri si oblikujejo svojo vero, ki Boga omeji na omejen prostor lastnih želja in prepričanj, toda ta vera ni spreobrnjenje Gospodu, ki se razodeva, še več, preprečuje jim spodbujati življenje in vest. Drugi omejijo Boga na nek lažen idol, njegovo sveto ime uporabijo za to, da bi opravičili svoje interese ali celo za sovraštvo in nasilje. Spet za druge je Bog le neke vrste psihološko zatočišče, kamor se zatečejo v težkih trenutkih. Gre za vero, ki jo usmerjena sama vase, neprepustna, za moč usmiljene Jezusove ljubezni, ki nas usmerja k bratom, je poudaril papež Frančišek. Po njegovih besedah so tudi takšni, ki Kristusa smatrajo le kot dobrega učitelja etičnih naukov, pa tudi tisti, ki vero omejijo le na oseben odnos z Jezusom in tako zavrnejo njegovo misionarsko spodbudo, ki je sposobna spremeniti svet in zgodovino. Mi, kristjani, pa verjamemo v Jezusovega Boga. Njegova želja pa je, da bi rasli v živi izkušnji njegove skrivnosti ljubezni, je dejal sveti oče in vse vernike povabil k molitvi za dar velike vere, da bi tudi mi postali orodja usmiljenja.